Opozarjal je tudi na to, v kakšnem stanju so se znašli učitelji. Takrat jim je bilo namreč naložena 23-urna delovna obveznost v razredu. Plače so bile komaj nekoliko nad slovenskim povprečjem, v bistvu mislim, da je še danes tako. Zavzemal se je pravzaprav tudi za boljše financiranje samih šol, ker šole so se morali nekako same poskrbeti za del sredstev. Skratka, še ena stvar, ki je zelo pomembna in ki je dejansko se potem kasneje zgodila, se pravi, zahteval je Božič preskus znanja po koncu osnovne in srednje šole. Hkrati s tem je pa še par stvari. Namreč to, kar smo danes že videli, on je imel posluh tudi za družbeni kontekst. Ne samo za eno ozko problematiko, tukaj v tem primeru recimo šolstvo, ampak je v tem istem nastopu opozoril na to, takrat je bila to sploh danes, kot smo videli tudi iz tehle naših nastopov, ni več taka praksa, da so vsi, ki so nastopali javno, bodisi na političnih, bodisi na znanstvenih srečanjih, svoje prispevke brali. On je pa zahteval prosto govorjenje. To je seveda, to smo slišali tudi že danes, to je definitivno težje, človek mora biti bistveno bolje pripravljen in tudi bolj samozavesten. In še nekaj je v tem istem nastopu zahteval. Od vseh slovenskih predstavnikov, ki so takrat hodili v Beograd, na ta razne srečanja, se pravi komunisti, gospodarstveniki in tako naprej, ključne stvari so se dogajale v Beogradu, je zahteval, da morajo uporabljati slovenščino, ne samo hrvaščino, zato ker samo v maternem jeziku je človek dovolj suveren, da sploh lahko argumentira oziroma suvereno izraža svoje mišljenje. In še ena stvar, ki je tudi še danes aktualna, da naj bi v slovensko gospodarstvo, znanost in izobraževanje pritegnili tudi Slovence, ki uspešno delajo v tujini. Skratka, vidite, v bistvu ena taka leta 85, takrat je bil star kaj, 34 let smo postali takrat, kako daljnosežno. Potem se je seveda, jaz sem to spremljala seveda bolj preko člankov, kot pa preko nastopov, v 90-ih letih pa vse do oddaje in zagovora tega doktorata, v katerem je bilo danes že več povedanega, ukvarjal s prešernoslovjem. Kaj to pravzaprav pomeni? Prešernoslovcev na Sloveniji, namreč biti prešernoslovec danes ali pa v naših časih je izjemno težko. Zato, ker je to najbolj razvito področje slovenske literarne zgodovine. Če hočete vi karkoli pametnega povedati ali novega povedati, morate zelo dobro poznati to, kar je pred tem, kar so naredili Ivan Prijatelj, potem Žigon, Puntar, France Kidrič, pa vse do Janka Kosa, Antona Slodnjaka, Borisa Patrunja in do sodobnejših, recimo, Marka Ljubana. Jaz sem si nekaj teh njegovih razprav ogledala, kot rečeno, to je med spomini in branji, in sem naletela na eno tako mladostno zagnano razpravo, to je v bistvu esej, objavljen v Sodobnosti, o 3 Prešernovih krivdah iz leta 93. Ne mogoče, da sploh v zvezi s Prešernom o kakršnekoli krivdi govoriš. Ampak on je našel pravzaprav Prešerna na nek način okrivi za to, da v sonetnem vencu od izvoljenke pričakuje, da mu bo vračala ljubezen, kajti od tega je seveda odvisna sreča pesnika in seveda sreča tudi in uspeh slovenskega naroda. Potem Črtomirova krivda, spet, da je svoje junake popeljal v smrt, sam pa preživel oziroma pobegnil. Mislim, meni so me te teze, jaz moram priznati, da so me prav zadele, se mi zdelo, da sem se rekla, jaz pa na tak način ne moram razmišljati, ampak zdelo se mi je imenitno, da si v bistvu nekdo upa razmišljati mimo kanona, mimo vseh avtoritet, čisto po svoje, ker to je v resnici bil njegov namen, malo provocirati.
Veliko lažje je recimo sprejeti to občutek krivde za Čopovo smrt. Prešernov občutek krivde, ne, ni šel z njim takrat v Tomačevo, ko se je utopil, in seveda, še ena taka bolj abstraktna, narodova krivda je pa ta, da narod je bil nesvoboden in zato je kriv, da je bil pesnikov položaj leta 35, ne, ko je pisal Krst pri Savici, enak kot Črtomirov po porazu, se pravi brez veljave ugleda premoženja in zato brez perspektive za ljubezensko srečo. No, potem sem prebrala naslednjo vmes, ne, je pač pisal, da svoj doktorat, naslednja razprava je seveda ni več taka, ampak je že zelo v dialogu z Prešernovslovjem, ne, se pravi z neko tradicijo, ne uporablja več tega moralnega pojma krivda, ima pa eno drugo zanimivo tezo v zvezi s Krstom pri Savici. In sicer to, da je to tudi opozoril na nekaj, kar je morda postalo malo spregledano, da je v bistvu uporabil zgodovinsko snov kot en spreten manever, da je lahko spregovoril o nacionalni neenakovrednosti. Se pravi, iste misli, ki jih je izpovedal v, ne mislim, da je 5., 6., 7., 8. kitica, te nemško pisane elegije Dem Andenken des Matthias Čop, ki pa so ga tedanji cenzori, ki so jih tedanji cenzori črtali, se pravi, ta Pavšek in Stelič, ne sta te kitice črtale. Še vedno pa ustraja pri enačenju fiktivnega lika Črtomirja in pa lirskega subjekta oziroma Prešerna, namreč v tej vlogi poraženca, ne, ki je v zaključku v moči, kot se spomnite, privolil krst in duhovniško poslanstvo in takole pravi Zoran Božič, nesvoboden, osamljen, ubog in nepomemben, pa je tudi zrcalna slika največ bivanskega položaja pesnika Prešerna po Čopovi smrti. No, vzela sem si čas in sem resno njegovo disertacijo v objavljeni obliki, ne vem koliko se razlikuje od prvotno, mislim, od tistega tipkopisa, ki ga je oddal, zares prebrala in moram priznati, da me je očarala me je količina napor. 200 knjig, 56 sestavov beril za osnovne in predvsem višje osnovne in srednje šole, ne omejene samo na osrednji slovenski prostor, ampak tudi na zamejski prostor, tudi za begunce, izseljence in tako naprej. Mislim, že samo število knjig, ki jih je on in potem tudi kako jih je opisal, ne povsod je uporabil iste kategorije, najprej to nekoliko, ko bereš, je nekoliko dolgočasno, ampak potem pa pride do tega, da jih začne med sabo primerjati in v bistvu skozi poznejše ocenjuje zgodnejše in ugotavlja, kaj vse je že bilo recimo pri Janežiču, pri Sketu, pri Brinarju, pri Bajcu, pri Beličiču, Bohancu, pri Veri Gorač, pri Faturju in seveda potem v to vključi tudi te, ki so danes v uporabi. Drugi del razprave, skratka neko posluh, prej smo govorili o empatiji, jaz mislim, da je to tudi znanstveni etos, ne, da pravično ocenjuješ tudi začetke. V tem drugem delu, tej empirični raziskavi, kjer natančno testira 4 skupine dijakov, gimnazija, potem splošna gimnazija, tehnična gimnazija, srednja tehnična šola, ekonomska šola, odziv na konkretna Prešernova besedila, pri čemer opozarja na nekaj. Kaj se je dogajalo z učnimi načrti in zberili? To, da so pod vplivom vse bolj razvitega Prešernoslovca se dijaki srečevali zelo zapletenimi besedili iz osrednjega ustvarjalnega obdobja, se pravi resnobnimi, elegičnimi, z bivansko tematiko in v artistično najzahtevnejših oblikah. Izpuščali so pa tiste, ki so recepcijsko lažja, bolj lahkotna, izpovedna, ljubezenska, se pravi tista iz začetnega in izkončnega Prešernovega obdobja.
Zamislil si je tudi, kako bi bilo mogoče pomagati pri razumevanju, ki je prvi korak, kajti brez razumevanja, kot smo danes že večkrat slišali, tudi ne more biti nekega osebnega vrednotenja Prešerna, oziroma to vrednotenje je na nek način lažno ali naučeno. Mene je pri tem eksperimentalnem delu ne samo navdušila metoda, ki se teoretsko naslanja na ta Brančev odziv, se pravi na estetiko recepcije, ampak predvsem praktična izvedba. Se pravi neki premišljeno pripravljeni vprašalniki, tudi komentarji o zanesljivosti merjenja znanja in razumevanja in odlični primerki prozifikacije, to se ni izraz, ki ga je on uvedel, se pravi, jaz bi to celo, tukaj se ne bi strinjala, da je to edini možen didaktičen načrt, jaz recimo bi temu rekla celo parafraza, in predvsem to, kar je bilo tudi že rečeno, neka celovita interpretacija rezultatov in izpeljava sklepov. Kako narediti pouk učinkovitejši, zato, da bodo mladi Prešerna ne samo občudovali, ampak da bi smo v resnici z veseljem brali. Še ena stvar je tukaj zanimiva, potem, ko preberete 300 strani teksta, imate pa še 80 strani raznih preglednic. Mislim, zelo lepo, Excelu urejeni in človek se sprašuje, kaj pravzaprav ne počne s temi preglednicami, dokler ne ugotovi, kako je to empirično uporabno orodje, namreč v teh preglednicah je zajeto ne samo to, katere pesmi, kdaj so se pojavili, ampak tudi drugi avtorji, kdaj so se pojavili, koliko časa potem, ko so se prvič pojavili v revijah ali izdali svoje knjige. Skratka, eno strašno bogatstvo, iz katerega se potem res izkristalizira neka podoba o tem, kako je šolstvo prispevalo k kanonizaciji oziroma k temu statusu, ki je bil danes že imenovan nacionalno svetništvo. Pozneje, ko je že prišel na Univerzo v Novi Gorici in kot smo slišali, se obdeleževal teh simpozijev, je raziskoval tudi primorske avtorje, zlasti recimo Bevka, Kuzmača, Ljubko Šorli, Saša Vuga, Ivana Pregla, Pregla je bil tudi njegova velika ljubezen, in je s temi preglednicami, ki jih je kombiniral s podatki iz literarnih zgodovin, se pravi, v katerih literarnih zgodovinah, na kolikih stranih, ali koliko vrstic v leksikoni. Skratka, ti empirični podatki so potem dejansko postali neka podlaga za verodostojne sodbe o tem, kako v resnici poteka kanonizacija nekega avtorja. Se pravi, kako nek avtor postane tako rekoč obvezen za vse nas. In zdaj grem k nekemu zelo luškanemu spominu. Skupaj sva se srečala na znanstvenem srečanju, organizirala ga je Katja Mihurko-Poliš, posvečenem Ljubki Šorli. Jaz sem se tam ukvarjala z pesničnim sonetopisjem. Zoran Božič pa si je izbral pravzaprav njen sonetni venec za akrostihom, venec spominčic možu na grob. To je sonetni venec iz leta 57 in seveda ga je primerjal s Prešernovim pravzorcem, kaj bi povedala. In zanimivo, razlago, da je Ljubka Šorli prisotna samo v tržaških, ne pa tudi osrednjih slovenskih berilih, ker je ženska, ker je primorka, ker je krščanskega nazora, je dopolnil spoznanjem, da je njen pesniški izraz nekaj posebnega. Namreč v teh modernističnih časih je ni modern, ampak klasičen, notranji harmoničen, muzikalen in z jasno besedo zavezan narodni problematiki. Zato je tudi njen sonetni venec zelo drugačen od Prešernovega, formalno enaka oblika, zgradbeno, retorično, tematsko podoben Prešernovemu, pomembno pa se razlikuje po tem, da je bolj oseben, se pravi od Ljubke Šorli, bolj oseben
ima bolj implicitno navzočo domoljubno temo, ker je pač bila Primorka in so vsi njeno zgodbo, tega zastropljenega moža Lojzeta Bratuža poznali. Vezan je na avtobiografsko izkušnjo v realnem prostoru in času fašističnega nasilja in v prikazu harmonične ljubezni oziroma družinske sreče usmerjen v preteklost. Prešernov je usmerjen v prihodnost, vremena potokrat sem se zasnila, ta je pa nazaj vsa sreča in je v bistvu že minila. Pomembno tolažilno vlogo v tem sonetnem vencu ima religija, ampak ta religija ne vodi v odpoved ljubezni, kot recimo v Krstu pri Savici, ne odvzema groze pred dokončno smrtjo in ne ponuja zanesljivega izhoda iz bivanske stiske. No, po koncu tega goriškega sreča jaz sem morala prav poiskati koledar iz leta, to je bilo sam trenutek, iz leta 2010 in koledar je to potrdil, čeprav je imel samo 2 besedi. Gorica in Špeter Sloven. Jaz sem morala namreč isti dan po koncu simpozija se odpeljati še med Beneške Slovence, kjer sem opravljala spet neko posebno poslanstvo, namreč predstavljala sem njim samim kvaliteto njihove poezije, te narečne poezije v resnici. In tisti večer, ob 7. zvečer, je bila v Špetru Slovencev prireditev posvečena Aldu Klodiču. To je en zelo zaslužni kulturni delavec, tudi glasbenik in pesnik, ki si je zamislil prireditev Sanjam beneške pjesmi. To je pravzaprav festival. Festival, ob katerem so Benečani začeli pisati narečna besedila, potem so imeli tam enega Moskontarja, zelo Keko Bregnjačnici, ne znam prebrati, ker so jim po italijančili vse priimke. Skratka, oni so svojo poezijo prepevali. In na ta način so se na nek način bolje počutili v jeziku, ki ga je večina zaničevala. Počasi so pa začeli te svoje pesmi tudi zapisovati, oziroma ne, zapisane so bile že prej, izdajati kot pesniške zbirke. In ta istega 19. februarja je bila v tem kulturnem domu v Špetru Slovenov predstavljena zbirka Alda Klodiča Duhur Lune. Zoran je šel z mano. Med potjo so se v Čedavu zgubila, zavila narobe, pristala na nekem kolovozu, se obrnila, razlagal pa mi je med potjo 2 stvari. Ena stvar, slovenske kraje, to je bilo vse italijanska stvar. Slovenske kraje, v kateri je Ljubka Šorli, ki je bila učiteljica po 2. svetovni vojni, poučevala, hkrati pa moj prispev, in razlagal mi je, kako je pisal to disertacijo in kakšne omejitve je dobil in je rekel, veš, ampak jaz se tega nisem mogla držati zaradi tega, ker je bilo tega preveč. Se rekla, seveda je bilo tega preveč. In potem so ostala, tam so se pogovarjala s beneškimi Slovenci in jaz sem tlele v smoki napisala, da sem mogoče pa jaz kriva, da je njegov sin Gregor naredil tak čudovit film o Beneški Sloveniji, ker je mogoče on od takrat naprej odkril Beneško Slovenijo in so potem začeli hoditi v Beneško Slovenijo. Potem seveda jaz nimam pojma, ampak so, vse stvari so povezane. Še ena zanimivost je bila, čez par dni, pa sem ga seveda iz Špeta peljala nazaj v Novo Gorico in iz Nove Gorice še nazaj v Ljubljano. Tako da to je bil en tak dan, da ko sem se vozila nazaj, sem morala stopiti iz avta in pogledati, ali je tisti znak, ki prepoveduje vožnjo v nasprotno smer, a kaže meni ali komu drugemu, in če danes pridem domov, sem znala. Iz hvaležnosti za ta popoldanski oziroma večerni izlet mi je potem čez nekaj dni poslal elektronsko pošto in sicer poglavje iz disertacije Prešeren kot moški položaj avtoric. Jaz seveda mislim, jaz sem o položaju avtoric kar nekaj vedela, ne pa toliko o tem, kakšen je njihov položaj v srednješolskih berilih. In kakšen je položaj, če je veliko besedil in
veliko avtorjev, potem je zraven tudi nekaj žensk. Recimo 4, 5, 6%. Če je pa sito bolj gosto, potem pa načeloma izpadajo. In on je to seveda, zdaj je imel seveda vse podatke, mirno lahko dokazal, mene je pa tudi citiral, ker jaz sem pa naredila to antologijo slovenskih pesnic, kjer sem tudi kopala tako kot on, po revijah ad fontes. In je pa potem objavil to stvar v jeziku in slovstvu, kjer je zelo razširil perspektivo. Jaz mislim, da tukaj pa ima Katja neke posebne zasluge, zato ker vemo pa ne, da ona je pa prva feministka med nami, ampak mene je všeč, da je Zoran Božič postal feminist. Se pravi, kar citiram, vključitev večjega števila domačih in tujih avtoric v slovenska srednješolska berila. To si praviloma, te naloge si praviloma zastavljamo v zadnjem času šele ženske, med katerimi je seveda so tudi vse več sestavljavk beril. In jaz sem bila tudi pri tem projektu, ki ga on tako lepo pohvali, zdaj mi smo vsi povezani in se med seboj tudi pohvalimo. Skratka, moža sestav, zadnji sestav, ki je po mojem mnenju res najboljši, Krakar Bogov, se pravi Branja. In tam je največ avtoric. Ja, še ena stvar, ki sem jo zakrivila, bi se morala mogoče tudi komu okrničiti. Ja, tako. Ko sem nehala biti predsednica slavističnega društva, sem ga predlagala, bili smo na nekem sestanku in moja naslednica, spet Boža Krakar Bogov, sem predlagala, da bi prevzel mandat državnega svetnika v državnem zboru v imenu slavističnega društva. Se pravi, da zastopa te poklicne interese v državnem svetu. 2 mandata, mislim, da je bil svetnik Zoltan Jan, potem pa sem jaz predlagala Zoran Božič, meni se zdaj človek, ki ima smisel za politiko, človek, ki dovolj ve, odličen praktik, dovolj ve o izobraževanju. In on, ne boste verjeli, je to s ponosom sprejel. In potem 5 let garal. Od 2012 do 2017. Jaz sem pregledala, moram pogledati zdaj, kako se imenuje, to je na spletu objavljeno. Poročilo o delu državnega sveta v 5. mandatu je dostopen na spletu in lahko si ogledate, kaj je kot predsednik komisije za kulturo, znanost, šolstvo in šport vse predlagal. Namreč, državni svet ni strankarsko izbran, in to je bilo tudi njegovo zadnje dejanje, predlagal je spremembo volilne zakonodaje, da bi ravno preprečil to, da bi imele stranke tako močan vpliv tudi na drug, se pravi, neke vrste korektivni dom slovenskega parlamenta. Prvo stvar pa najbrž tudi vsi poznate, se pravi, predlog za spremembo 6. člena Ustave Republike Slovenije, kjer naša himna sploh ni definirana. A vi veste, piše samo slovenska himna je Zdravljica. Kaj je on predlagal, kako bi se moral? Himna Slovenije, takole predlagal. Himna Slovenije je 7. kitice Franceta Prešerna Zdravljica. Različica iz prve objave 1848. Na melodijo iz zborovske istoimenske pesmi skladatelja Stanka Premrla. To je že na 3. seji državnega sveta predlagal. In še eno stvar, kako široko je bilo njegovo pojmovanje kulture. Spomnili se boste, kaj se nam je dogajalo zadnje 2 leti in zoper, kaj smo pogosto protestirali. Kako naj bi prenovili nacionalni program za kulturo. Hišo kulture namreč podpirajo 4 vogali, javni zavodi, ljubitelji kulture, nevladne organizacije in samozaposleni. Namreč to, nevladne organizacije in samozaposlene v kulturi sta 2 zelo pomembna elementa, ki sta recimo v prejšnji vladi popolnoma izpadli. No in,
Še eno stvar, to je pa tudi že rečeno, na koncu sem spoznala tudi ta njegov vzorčni sadovnjak. Še nikoli nisem bila tam, sem pa jedla krunele. On je namreč, ko smo šli na ekskurzijo 2014 v Novi Gorici, ko je bil zadnji v Novi Gorici, zadnji slavistični kongres, smo šli skozi Brta po teh Soške fronte in vprašali, kdo ve, kaj so krunele? In jaz sem rekla, to je nekaj zvezi s slivami, zato ker to je francoska beseda prune, mogoče je tudi italijanska, tega jaz ne vem, za francoščino, vsekakor, to so skratka neke sušene slive in potem je pripovedoval celo zgodbo, kako so jih pripravljali, kako so jih pakirali, kam vse so jih pošiljali in še to. Jaz nisem vedela, da je Gregor v Berlinu, ali to smo pozveli, da so naredili celo preizkus, da bi se jih dali v Berlinu prodajati, če bi bila dovolj široka proizvodnja. Skratka, Zoran Božič je nekako ugotovil, da bi Goriška lahko živela tudi od sadja, če bi prišla do tega, da bi trademark ustvarila. Da bi, se pravi, cepiči, stare sorte, načini predelave in s tem v zvezi seveda sta tudi dve knjigi, pri eni je bil soavtor, pri drugi smo slišali samo lektor, jaz sem obe knjigi, eno sem najprej videla že takrat v Gorici, 2014 mi je dokazal pri kosilu, rekel, lej, tole, jaz sem gledala tiste krasne risbe, jabolk, fig, sliv, marelic in tako naprej. Ta druga je šla pa potem naslednje leto, je rekel, veš, ampak jo ne morem dati sve, čakaj, svet ni treba, da mi daš, ne, se jaz bi to kupila. Danes se to dobi, je relativno rariteta, jaz sem morala te stvari kar v knjižnico, mestno knjižnico Koš, ne, knjižnica Otona Župančiča v Ljubljani, poiskati, ta druga je pa še lepša, zaradi tega, ker je, to je pa ta, kar smo danes gledali, vse čas tele hruščice, ne, jaz sem takoj prepoznala, ne vem, aj tem kalkira. Skratka, tam je bil samo lektor, ne, Gregor je potem, to so tudi evropski projekti, ne, opisano je biotska raznovrstnost, raziskave biotske raznovrstnosti, tudi v Švici, tudi v Avstriji, tudi v Italiji, tudi v Franciji, kjer smo mi, ne, mi smo takrat bili zelo blizu tega, ne vem, kakšno stanje je danes. Skratka, ta sadjarski vidik, bila sem kar tudi deležna, enkrat je pri njim